Lep sončen pozdrav vsem. Živijo. Sva zakonca Anže in Petra Čelik. Letos bo poročena 13 let. V zakonu se nam je rodilo 5 sinov, ki so stari od 8 mesecev pa do 11 let. Z vami bi rada podelila nekaj najnih izkušenj, kakih konkretnih, glede najne zakonske in družinske molitve. Zakonsko molitev udejstvuje predvsem ob večerih pred spanjem. Takrat se zahvaljava za pretekli dan, pretekle dogodke, prejete dobrine in hkrati tudi izročava prihajajočo noč in prihajajoči dan Gospodu blagoslov. Pred kratkim sva na ženino pobudo v najno zakonsko molitev uvedla tudi branje dnevne Božje besede za naslednji dan. O njej se tudi pogovoriva, o čem naj jo spodbudila, o čem naj jo izziva. Sicer pa zakonsko molitev prakticirava tudi v avtomobilu, ko greva kam skupaj na pot. Zmolila tudi opoldanski angel Gospodov, če sva le skupaj. Je pa zame osebno neke vrste zakonska molitev lahko tudi sprehod v naravi, odkrit pogovor ali pa tudi ogled kakšnega dobrega filma. Ja, zakonska molitev se mi zdi, da naj jo umiri, poveže, zbliža. To občutva predvsem takrat, ko je med nami kakšna tiha urica. A tudi to malo žena? Ja, tudi. Takrat res čutva njeno moč, ko se poveževa in pol greva naprej kot mož in žena. Trudimo se imeti tudi redno družinsko molitev. Tako molimo pred vsakim našim skupnim obrokom, pa v avtomobili, ko gremo na kakšen skupen izlet. Če smo le skupaj, to je predvsem med vikendi, molimo tudi omenjeni angel Gospodov. Je pa naša družinska molitev seveda tudi prilagojena starosti posameznega otroka, pa tudi obdobju cerkvenega leta, se pravi, ali gre za postni čas, adventni čas, božični čas in tako naprej. Tista osrednja družinska molitev pa je prav gotovo zvečer pred spanjem. Takrat se zahvalimo za pretekli dan, torej analiziramo dan in vsak od otrok pove, kaj ga v tistem dnevu nagovoril, spodbudil, pa tudi razočaral oziroma užalostil. Ker smo že velika družina, smo dogovorjeni, da vsak moli en dan v tednu in potem tako ne prihaja do nepotrebnega pregovarjanja. Tudi najne otroke uvajava v molitev za naše bližne. Zelo zanimivo jih je opazovati, ko dava konkreten namen, konkretno osebo, ki je zbolela, ki je v preizkušnji. Takrat se v sobi vse umiri, ni več kihitanja, ni žgečkanja, igranja. In res nama je lepo, ko spremljajo to preizkušnjo, ko dobijo eno izkušnjo zdravja, tudi Božjega posredovanja. V zadnjem času, nažalost, tudi nekaj smrti, ampak tudi tukaj nam to veliko da. Menimo, da molitev spreobrača predvsem nas same, torej tiste, ki molimo. Molitev je drža ponižnosti do Boga, s čimer priznavamo svojo majhnost, svojo grešnost, svojo šibkost. Hkrati pa se navajamo izražati tudi našo hvaležnost Bogu. Lahko rečemo, da molitev nas izgrajuje vero, torej vero za tisto, kar prosimo, kot je že Jezus lepo rekel, verjemite, da ste že prejeli tisto, kar prosite. Seveda pa Bog ni avtomat za naše molitve, on točno ve, kaj potrebujemo, ve, kakšen načrt ima s tistim, za katerega mi prosimo, molimo. Tako da naše molitve niso vedno uslišene na način oziroma po naših željah. Kaj lahko rečemo še za konec, žena? Predvsem želiva blagoslovljen postni čas, da bi Gospod delal najprej v nas te konkretne preobrate ali pa spremembe in potem prav prek zgledov, da bi spreobračal ali pa spreminjal tudi druge. Najna izkušnja je hkrati tudi najn droben, skromen nasvet je, da tudi v molitvi delajmo majhne, preproste in iskrene korake. Kot piše v pregovorih v Svetem pismu, Bog je iskrene molitve zelo vesel.
Ja, toliko z najne strani, res vam želiva obilo blagoslova v postnem času in Ja, z Bogom. srečno.